Danes večer spremljamo pomembno, izredno novico. Pevča Davida so aretirali v povezavi z umorom 14-letne Celeste Rivas, so sporočili iz LAPD. To je primer, ki sega več kot 2 leti nazaj, ko so jo nazadnje videli živo. Njeno razkrojeno truplo so našli v prtljažniku Davidove Tesle konec lanskega leta. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime, St. Chris Stewart. V redu, prejdimo k tej izredni novici, ki pravkar prihaja iz Los Angelesa. Šokantna napoved strani LAPD. Poglejte tole. To je objava, ki jo je na družbenih omrežjih objavil uradnik za javno obveščanje Los Angeleške policije, kjer je napovedal novico. Pevca, znanega kot David, so detektivi za umore v Los Angelesu aretirali zaradi, citiram, umora Celeste Rivas. Zdaj David, njegovo pravo ime je David Burke. Trenutno je pridržan brez možnosti varščine in še ni bil obtožen. Policija Los Angelesa pravi, da bodo njegov primer v ponedeljek predložili tožilstvu v presojo za vložitev obtožnice. Postopek bomo podrobneje razložili v naslednjih trenutkih. To je primer, ki je trajal mesece, da je prišel do te točke. Vem, da vas je veliko to spremljalo. In zdaj se zdi, da bo naslednji korak, pomemben korak, prav tako trajal še nekaj časa, preden bomo izvedeli več informacij o tem primeru. In o tem bomo govorili z bivšim zvezdnim tožilcem Nemom Romanjem čez trenutek. Toda, ko se zdaj osredotočamo na to objavo, se morda zdi, da smo dolgo čakali, saj je bil David kot osumljenec razkrit novembra 2025. Preden se lotimo tega, kaj se bo zgodilo naprej, vas želim seznaniti s tem primerom, saj se v nekaterih pogledih vleče že mesece, v drugih pa leta. Po navedbah LAPD se je vse to začelo septembra 2025. In takrat so policisti posredovali na parkirišču za zasežena vozila v Hollywoodu, potem ko so prejeli prijavo o smradu, ki je prihajal iz vozila Tesle. To vozilo je bilo nekaj dni prej odpeljano s ceste, potem ko so ga našli zapuščenega na ulici v Los Angelesu. Policija pravi, da je bilo to vozilo, ta Tesla, registrirano na Davida Burka. In mnogi v glasbeni skupnosti ga poznajo samo po enem imenu, David, D4VD. Ko so detektivi preiskali to vozilo, so našli truplo, kasneje pa so ugotovili, da gre za 14-letno dekle. Njeno ime je Celeste Rivas Hernandez. Njeno truplo je bilo v sprednjem prtljažnem prostoru Tesle, to je kot prtljažnik vozila, in bilo je v stanju razkroja, so povedali organi pregona. Preiskovalci so povedali, da je bila Celeste morda mrtva več tednov, preden so jo odkrili. Najstničina mama je preiskovalcem povedala, da so jo nazadnje videli in slišali aprila 2024. Aprila 2026 je David zdaj aretiran v povezavi z njenim umorom. Zadnjič so jo videli živo, po besedah njene mame, pred približno 2 letoma. Njena mama je dodala še eno podrobnost o svoji hčerki, in sicer, da je imela fanta po imenu David. Do konca leta 2025 so viri za ABC News povedali, da je bil David obravnavan kot osumljenec v primeru, vendar obtožnice niso bile vložene. V ozadju pa je velika porota poslušala dokaze o primeru, vključno z domnevnim Burkovim potovanjem v območje Santa Barbare v Kaliforniji spomladi 2025. In preiskava nepremičnine v Hollywood Hills, kjer naj bi bival, ter poročila o kletki za sežiganje pri visokih temperaturah, najdeni na tej lokaciji. Nato pridemo do januarja letos, leta 2026. Domnevno Davidov tesni prijatelj, moški po imenu Neil Langston, je bil aretiran v Montani, ker se ni pojavil kot priča v preiskavi velike porote v Los Angelesu. In teden dni kasneje so Langstona opazili, kako je vstopil v sodišče v Los Angelesu in naj bi pričal pred veliko poroto. Toda od takrat večinoma, iskreno povedano, v tem primeru ni bilo ničesar. Nobenih pravih novosti, seveda vse do zdaj. Zdaj se nam pridružuje, da bi govoril o tej vroči novici, nekdanji zvezni tožilec Nemo Romani, predsednik zahodnih obalnih odvetnikov za sojenja. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Velika zgodba iz Los Angelesa nocoj. Kakšen je vaš odziv? Ker smo o aretaciji Davida poročali že zelo dolgo. Chris, moj odziv je bolje pozno kot nikoli. Mislim, da smo vsi to pričakovali, ko so našli truplo v razkroju v sprednjem delu vaše Tesle. In že nekaj časa pogrešajo mlado dekle.
Obstaja veliko dokazov, da je pobegnila z vami ali z nekom iz vaše spremljevalne ekipe. Mislim, da je bilo tukaj veliko dokazov, ki so kazali na Davida. In resnično vprašanje je bilo, zakaj je vse skupaj tako dolgo trajalo. In mislim, da je bil moj prvi odziv, veste, živim in delam v Los Angelesu. Spoštujem organe pregona, vendar stvari tukaj lahko potekajo počasi. Ampak mislim, da je ta preiskovalna velika porota res odgovor. Mislim, da je tožilec želel zavezati nekatere člane Davidovega ožjega kroga, da bi zagotovil njihovo sodelovanje in da na sojenju ne bi spremenili izpovedi. In mislim, da so prav to čakali, preden so na koncu aretirali. Torej, objava, ki je prišla z računa glavnega informacijskega uradnika LAPD, pravi, da je bil aretiran v povezavi z umorom Celeste Rivas. In potem piše, da je pridržan brez varščine. Primer bo v ponedeljek pregledalo tožilstvo oziroma bo v ponedeljek na tožilstvu v obravnavi. Če nam lahko razložiš postopek, kako to poteka, v primerjavi s tem, da bi danes rekli, da je bil obtožen tega in da bo imel jutri prvo zaslišanje. No, ponavadi, ko govorimo o tožilcu, gre za reaktiven primer, ni tako kot v tem primeru. Organi pregona nekoga aretirajo, pripravijo poročilo, ta spis pride na mizo tožilca in pristojni tožilec sprejme odločitev. V tem primeru je nekoliko drugače, ker gre bolj za proaktivno preiskavo. Očitno Celeste Rivas pogrešajo že kar nekaj časa in je tudi že nekaj časa mrtva. Torej imate primer, na katerem dela že več kot 6 mesecev. Mislim, če se prav spomnim, so telo Celeste našli septembra. Vsi smo videli posnetek zasega avtomobila in tiste preiskave. Nato so seveda organi pregona izvedli hišno preiskavo pri Davidu doma. Spet, to je bilo pred meseci in meseci. Torej, to ni primer, ki bi preprosto pristal na mizi kakšnega tožilca. To je primer, ki ga vodijo tožilci na okrožnem tožilstvu, skličejo to preiskovalno veliko poroto. In vemo, da ima velika porota v večini zveznih držav in na zvezni ravni dve funkciji. Njena naloga je vložiti obtožnico, ima pa tudi preiskovalno funkcijo. Imajo pooblastilo za izdajo sodnih pozivov, tako da lahko pozovejo ljudi, priče, lahko zahtevajo informacije in dokumente, in to je velika porota počela v tem primeru. Zdi se mi, da ima tožilstvo trenutno vse pod nadzorom. To ni vrsta primera, na katerega bi se samo odzivali. To je primer, kjer menijo, da imajo ne le dovolj utemeljenega suma za izdajo naloga za prijetje in da zadeva prestane predhodni narok, ampak imajo dovolj dokazov, da lahko primer dokažejo poroti na sojenju onkraj razumnega dvoma. Misliš, da je bilo to za Davida nocoj presenečenje, ta aretacija? Mislim, da so, glede na to, koliko časa je minilo, ljudje morda že pozabili na to. Ampak očitno je bilo na ta primer veliko pozornosti in odkrito povedano veliko negativne medijske pozornosti. Spet sedim tukaj v Los Angelesu in veliko ljudi sprašuje, kaj počne LAPD. Kako je lahko mlado dekle pogrešano tako dolgo? Kako lahko njena učiteljica da intervju in reče, da je pobegnila z nekom po imenu David? Kako so lahko njeno truplo našli v prtljažniku vozila? Mislim, tudi če je šlo za nesrečo, je že to samo po sebi lahko kaznivo dejanje. Zakaj torej še nihče ni bil aretiran? In mislim, da bomo zdaj res kmalu izvedeli odgovor. Mislim, da bodo informacije prišle na dan. Imeli bomo veliko več dokazov. Naj bo to pričanje prič, sodelujoče priče, elektronski dokazi, mobilni telefoni, družbena omrežja. Veliko ljudi spremlja družbena omrežja. Preiskovalci, detektivi, veste, sledili so tej digitalni sledi, kaj ne? In videli so, veste, slike, fotografije na družbenih omrežjih, kjer sta bila videti skupaj. In mislim, da so vse te stvari kot opeke v zidu, ki bodo na koncu razlog, da bo David v tem primeru obsojen. In poleg tega, mislim, ko pomislite na LAPD, zvezdniki zanje niso velika stvar, kot bi morda bili za druge policijske oddelke po državi. Ko pogledate časovnico, veste, ja, primer ima zagotovo te elemente, ki smo jih spremljali skozi razvoj dogodkov. Ampak koliko je zvezdniški status Davida vplival na čas, ki je bil potreben, da so ga aretirali v povezavi s tem? In videli bomo, zakaj ga točno obtožujejo. Zanimivo je, ta faktor zvezdništva ljudje mislijo, da pomaga. Jaz osebno ne mislim, da je biti zvezdnik v Los Angelesu v pomoč.
pravzaprav pritegne še več pozornosti. Mislim, poglejte, primer, ki ga pogosto omenjam, je bil nedavno, ko je bila v primeru Matthewa Perryja nedavno izrečena sodba. Ne? Bil je vpleten v smrt, povezano z drogami, bil je žrtev, ampak dejstvo, da je, veste, kraljica ketamina, Jasmine Song, obtožena, da je ubila Matthewa Perryja, to in spet nisem naiven. Ta primer je bil obravnavan drugače kot primer iz leta 2019, ko je nekoga ubila s ketaminom. Torej, veste, faktor slavnih pritegne pozornost. Dejstvo je, da o tem primeru govorimo tukaj na Law and Crime, ker gre za Davida. In veste, veliko mladih deklet izgine. In o tem ne govorim. Nihče me ne prosi, da bi o tem govoril. In to ne naredi ničesar drugače. Ne naredi tega nič manj pravilnega. Obstajajo ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi. So spolno zlorabljene. So žrtve nasilja. So celo umorjene, veste, stotine, tisoče vsak dan. Mislim, da je faktor slavne osebe verjetno pritegnil več pozornosti k temu. Tako strani organov pregona kot tožilstva. Zaradi tega, kdo je David. Prav, in tudi ko pomislite na LA, mislim, nedavno smo govorili o Niku Reinerju, zelo različne okoliščine v tistem primeru. Ampak mislim, samo količina pozornosti, količina kamer na sodišču, ko se pojavi, je preprosto drugačna kot pri drugih družinah, ki so se soočale s takšnimi težavami. Ko gledate ta primer naprej, se spomnim Neila Langstona, enega od Davidovih prijateljev, ki ga aretirajo, ker ni sodeloval z veliko poroto. Kaj vam najbolj izstopa glede načina, vsaj navzven, kako se zdi, da tožilci vodijo ta primer? Ja, pomislite na ta primer. Če se prav spomnim, je to nekdo, ki je zavrnil pričanje pred veliko poroto. In tožilstvo je šlo v drugo zvezno državo po nalog za aretacijo, da bi ga pripeljali nazaj v Kalifornijo. Mislim, da tako resno jemljejo ta primer, če se prav spomnim. Torej, to ni kakšen drug primer, to ni kakšno drugo pobeglo dekle, to ni kakšno drugo mlado dekle, ki je žrtev nasilja. Mislim, ta primer so obravnavali drugače, kot bi morali. Želim si, da bi imel LAPD neomejena sredstva in čas, da bi se lotil vseh teh primerov. Vsa ta mlada dekleta, njihova življenja so pomembna. In žalostno je, da je to žal zgodba, ki je prepogosta. Seveda ne vemo, kaj se je tukaj zgodilo, ne vemo, ali je šlo za nesrečo, ali je bila namerno umorjena, ali je predozirala, ali je bila žrtev trgovine z ljudmi. Mislim, obstajajo vse vrste ugibanj. Ne vem natančno, kaj se je zgodilo. Vemo pa, da je to mlado dekle, ki je bilo pogrešano kar nekaj časa, vsaj enkrat prej je že pobednila od doma. In trajalo je zelo dolgo, da so jo našli. Mislim, da bo v tem obdobju veliko dokazov. Očitno smo videli nekaj video dokazov, ko so jo nazadnje videli. Spet pričakujem, da bo veliko digitalnih dokazov. Mislim, da bo, ko bo vse skupaj končano, primer zelo močan. In ko gre za to, kako celoten postopek poteka, če ga aretirajo nocoj, ga bodo zadržali brez varščine, ni bil posebej obtožen ničesar. In potem imate, veste, v ponedeljek bo šlo pred državnega tožilca. Kako ga lahko zadržite tako dolgo? Celo čez vikend mora biti. Tako je, te četrtkove aretacije se pogosto končajo s prvim nastopom pred sodiščem v ponedeljek zaradi časovnega obdobja. Običajno imate približno 48 ur, da vas pripeljejo pred sodnika, vendar je to na koncu naslednji sodni dan. Zato bo prvi nastop pred sodiščem verjetno v ponedeljek, kjer bo David uradno seznanjen z obtožbami. Te obtožbe bodo prebrane na sodišču. Pričakujte njegovega odvetnika. Mislim, da že ima odvetnika na podlagi nekaterih izjav, ki so bile dane lani. Pričakujte, da bo njegov odvetnik izjavil, da ni kriv, in potem se postopek začne. Če gre ponovno za obtožnico velike porote, kar ni običajno, predhodne obravnave ne bo. Toda običajno tukaj v Los Angelesu okrožni tožilec postopek začne z obtožnim predlogom in predhodno obravnavo. In še enkrat, samo zato, ker obstaja velika porota, verjamem, da gre le za preiskovalno veliko poroto. Sklicati bi morali še eno veliko poroto za obtožnico in mislim, da tega ne bodo storili. Običajno v Los Angelesu obtožbo začnejo z obtožnim predlogom. Potem mora po določenem času slediti predhodna obravnava. Na tej predhodni obravnavi sodnik odloči, ali obstaja dovolj utemeljenega suma, da se postopek nadaljuje s sojenjem pred poroto. Torej, tožilec bo predstavil nekaj omejenih dokazov, običajno nekaj prič iz vrst organov pregona, in ta postopek se bo začel.
In to je bilo nekako moje naslednje vprašanje, ker ne vemo natančno vzroka smrti. Veste, na tej točki vemo, v kakšnem stanju je bilo njeno telo najdeno, žal, vendar pa tudi ne vemo, s kakšnimi obtožbami se bo natančno soočil. Koliko bomo lahko izvedeli, glede na to, kako je to urejeno v Los Angelesu in Kaliforniji? Pomislim na zvezno državo, kot je Florida, kjer lahko najdete dokumente o utemeljenem sumu na spletu. Koliko bi lahko izvedeli v ponedeljek, če bi bil takrat obtožen za nekaj? Mislim, da bomo izvedeli veliko, seveda narava obtožb, imamo naklepni umor prve stopnje, imamo posebne okoliščine, imamo umor druge stopnje, imamo uboj. Če je šlo za nesrečo, bodo seveda morda obtožbe povezane z premikanjem trupla, ali bodo mogoče tudi obtožbe v zvezi z spolnimi kaznivimi dejanji, mislim, da bi bilo to seveda zelo pomembno. Spet trenutno samo ugibamo. V Kaliforniji ni smrtne kazni, uveden je moratorij. V zadnjih 20 letih ni bilo nobene usmrtitve. Torej ne pričakujte smrtne kazni, ne glede na to, kakšne bodo obtožbe. Ampak spet, veste, naklepni, vnaprej premišljeni umor prve stopnje, posebne okoliščine, če bodo kakršnekoli oteževalne okoliščine, bo to vse zelo povedno. In kot da je le še vprašanje dni, preden bodo te dokazi prišli na dan. In ko pomislite na to, kaj se bo zgodilo po ponedeljku, in spet, to je primer, ki se je razvijal, zdi se zelo počasi in precej prikrito, razen poročanja, ki smo ga videli. Torej, po ponedeljku, odvisno od tega, kakšne bodo obtožbe, kako bi lahko izgledal časovni okvir za pregon Davida. No, stvari se bodo odvijale hitro in seveda ima David pravico do hitrega sojenja. Običajno pa obramba to pravico opusti. Želijo dobiti vpogled v dokazno gradivo, želijo dobiti vse dokaze. Torej, običajno je, da obtoženec opusti pravico do hitrega sojenja. To pomeni, da bodo pregledali dokaze in ugotovili, kako lahko izpodbijajo ta primer. Zdaj, če govorimo o umorih, in spet predvidevam, da gre za primer umora, ker je pridržan brez varščine. Mislim, običajno imate 3 vrste obrambe. Prva je, da to nisem bil jaz. Torej, gre za kazanje s prstom. Nekateri pravijo, da je šlo za nesrečo ali da ni bilo namerno. Torej se je zgodilo nekaj, kar je bilo manj kot umor ali neka oblika samoobrambe. Zdaj, očitno je Celeste Rivas po vseh podatkih precej majhno mlado dekle. Bil bi presenečen, če bi šlo za argument samoobrambe, tako kot pri Nicku Reinerju, kaj ne? Presenečen bi bil, če bi v takem primeru videl samoobrambo, saj so njegovi starši precej starejši, so v svojih spalnicah. Ampak običajno, če gledate, kaj bo obramba zagovarjala, običajno izpodbijajo identiteto storilca ali naklep, da ni bilo vnaprej načrtovano. Bila je nesreča, nekaj v tej smeri, bilo je uboj, v afektu ali neprištevnost. Začnete napadati na mene ali pa začnete postavljati neko pravno obrambo, kot je samoobramba. Ampak spet, zelo bi bil presenečen, če bi šlo v tem primeru za samoobrambo. In vem, da so pred kratkim govorila o Nealu Langstonu, ampak če pomisliš na priče v tem primeru in kdo je morda že govoril s policijo, kakšne informacije bi lahko imela policija? Ne vemo, kakšni so bili te pogovori, ampak kakšni so te pogovori običajno na splošno kot tožilec, ko imaš nekoga, ki je morda prijatelj Davida, morda prijatelj nekoga, ki se bo zdaj soočil z zelo resnimi obtožbami, glede tega, kako to osebo pripraviti do tega, da sodeluje s tožilstvom. Veš, Kris, jaz sem si naberal izkušnje na primerih preprodaje drog. In ko imaš opravka s katerokoli kriminalno organizacijo, in ne pravim, da je Davidova družba kriminalna organizacija, ampak kar želiš narediti je, da pritisneš na manj krive ljudi v organizaciji. Morda je nekdo, na primer, dajal Celesti Rivas droge. Veš, morda nekdo ni bil vpleten v umor, ampak je imel dostop do Tesle. Zdi se, da je imelo veliko ljudi dostop. Kar želiš narediti, je, da pritisneš na nje in poskrbiš, da se obrnejo proti najbolj odgovorni osebi v organizaciji. To so res osnove tožilskega dela. In kaj naredi nekatere od teh obtožb močne? Recimo, da imaš obtožbo zaroto za umor. Lahko dejansko sploh nimaš nič z dejanskim umorom. Ampak če sodeluješ v očitnih dejanjih in spodbujaš zaroto, in recimo, da gre za večjo zaroto, recimo, da gre za zaroto za preprodajo. No, še preden se zaveš, je, da si lahko dejansko odgovoren za smrt Celeste Rivas, tudi če je nisi dejansko ubil. Tako da obstaja veliko možnosti, da se bodo drugi posamezniki soočili z dolgimi kaznimi, kot soudeleženci v zaroti,
ali pomagači, če so pri kaznivem dejanju pomagali. In kar želiš narediti, je, da pritisneš na nje, poskrbiš, da dobiš informacije, ki jih želiš, da so resnične in da bodo sodelovali. Zato je velika porota, pričanje pred veliko poroto, da jih zavežeš k izjavam. Na ta način, ko greš naprej proti glavni osebi, tisti, za katero misliš, da je najbolj odgovorna, najbolj kriva, tukaj se zdi, da je to David, imaš te priče zavezane k izjavam, ker drugače, ugani kaj, oni bodo naslednji, ki bodo obtoženi in aretirani. In potem še nazadnje, prepričan sem, da ne glede na to, ali si detektiv na tem primeru ali tožilec, ki spremlja, kako prihajajo dokazi, razmišljaš o tem, kakšne bi lahko bile obtožbe. Čustveno, kakšen je občutek nocoj, ko veš, da je David zdaj v priporu in da ste v tej preiskavi dosegli novo raven? Ja, zagotovo bo za organe pregona in tožilstvo to pomenilo določeno olajšanje, ker so bili ljudje, kot sem jaz. Bil sem zelo kritičen do organov pregona. Rekel sem, kaj se dogaja, to mi nima nobenega smisla, zakaj še ni bila izvedena aretacija. Če ni David, kdo je odgovoren za to? Tako da mislim, da je zdaj prisotno določeno olajšanje. Ampak zdaj se pravo delo šele začne, ker imaš zdaj odvetnika na drugi strani in David ima denar, ter si je že priskrbel odvetnika. Vsaj tako jaz razumem, da se bo boril z vsemi močmi. In ker v Kaliforniji ni smrtne kazni in ker v tem primeru ne boš dal popusta, ne boš dal Davidu, če je res bil vpleten v novačenje ali zapeljevanje te deklice, morebitno ugrabitev in umor. Mu boš dal kaj manj kot dosmrtno kazen. Torej, tukaj ni mogoče skleniti nobenega pravega dogovora. Smrtne kazni ni, da bi jo lahko umaknili. Torej, je to tip primera, ki bo zelo verjetno šel vse do sojenja pred poroto. To je pač realnost. Ampak, če govoriš o ljudeh, na katere sem jaz mislil, potem mora biti to družina Celeste Rivas. Ne morem si predstavljati, kaj vse so morali prestajati vsa ta leta. Tvoja mlada hči izgine, potem pa jo najdejo mrtvo in v resnici nimaš odgovorov. Upam, da bo družina končno dobila nekaj odgovorov za vse, kar so pretrpeli. Zelo dobro opravljeno, nekdanji zvezni tožilec Neymar Romani, predsednik odvetnikov za sojenja na zahodni obali. Velike udarne novice nocoj iz Los Angelesa. Hvala kot vedno, da ste z nami na Law & Crime. Seveda, Kris, hvala, da ste me kot vedno povabili. Prav, preden zaključimo, želim še enkrat ponoviti to novico in kaj v tem trenutku vemo. Vemo, da je David bil aretiran v povezavi z umorom. In beseda umor je tista, ki jo uporablja policija Los Angelesa v povezavi z umorom Celeste Rivas. In to je ključno, saj je trenutno pridržan brez možnosti varščine. Ne vemo še, kakšne obtožbe ga čakajo, vendar bo primer v ponedeljek predan tožilstvu v Los Angelesu. In še naprej bomo to podrobno spremljali. To je vse za to epizodo oddaje On The Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Oddajamo tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.